Današnja tema bo tako zelo zanimiva, pa ena tema, ki me že žre kar nekaj časa in o kateri sem hotel govoriti že zelo dolgo časa, pa menim, da je napočil čas. O čem bom govoril danes? Ja, danes bom govoril o socialnem marketingu oziroma o mojem pogledu na tako imenovane influencerje oziroma po slovensko vplivneže in njihove marketinške prijeme. Če ne veš, kdo sem, jaz sem Marko, jaz sem oseba, ki je zelo močno jecljala kar veliko let nazaj, danes pa sem prišel do te točke, kjer lahko govorim takole pred mikrofonom brez problema. O jecljanju, o mojih pogledih na življenje in še o marsičem drugem. Če še nisi naročen na kanal, naroči se na kanal, lajkaj videe, deli, preden pa povem, kaj si mislim o vsem tem socialnem marketingu, pa seveda špica. Zdaj se verjetno majčkeno več govori o tem socialnem marketingu, pa sploh ne vem, če je to sicer prav izraz, ampak o marketinških prijemih, ki jih imajo tako zvani influencerji, sploh pri nas v Sloveniji. Jaz se bom danes omejil res samo na Slovenijo. Zakaj se govori zadnje čase veliko o tem? Ja, zaradi Gregorja Čeglaja, ki je izpostavil zelo veliko ljudi na svojih video posnetkih. Zdaj, a je to prav ali ne, o tem danes ne bom sodil, je pa po eni strani zelo dobro, da v kolikor je seveda to res, kar on pravi, razkril tisto drugo, malce manj neprijetno stran teh vplivnežev. Vsak izmed nas, ta malih ribic, začnemo delati objave na Instagramu, na Facebooku, YouTubu in tudi na TikToku iz preprostega veselja. Zato, ker nas to veseli. Vseeno pa kljub temu pride nekega dne do tega preloma, ko se moraš verjetno kar odločiti, a boš zdaj to zadevo fural kot biznis ali boš pa še naprej imel svojo redno zaposlitev in še vedno fural popoldansko te stvari. Težko se je upreti seveda, da ne greš to delati na polno, kajti verjamem, da vsaj pri nas se da živeti od tega. Zdaj, verjetno se ne služijo milijoni, tako kakor to delajo v Ameriki, ampak verjamem pa, da kar nekaj tisoč evrov se pa verjetno vseeno da zaslužiti, kar pa konec koncev za naše slovenske razmere niti ni slabo, je že kar zelo dobro. Ampak vse tukaj je okej, do tukaj nimam jaz nobenega problema, jaz bi tudi enako naredil, če bi videl, da mi ta moj hobi, oziroma vsaj sprva, ki je hobi, in če delam to, kar me veseli, da mi dolgoročno lahko prinese celo zaslužek, od katerega bom tudi lahko vračal nekaj skupnosti nazaj in si izboljšal svoje življenje, zakaj pa ne? Jaz nisem imel nikoli problemov s tem. Nastane pa pri tem influencerjih problem, ko res začnejo gledati na cel svet okoli sebe, kaj bo kdo kaj rekel, ona gore dole, zaradi tega, da se dobi čim več lajkov, da čim več ljudi sharea videe in podobno. Tukaj dejansko zelo veliko teh influencerjev izgubi del sebe, tisto, zaradi česar so sploh začeli to pot objavljanja iz svojega življenja oziroma o katerikoli temi že pač govorijo. Saj je že kar nekaj ljudi, tudi na YouTubu pa na TikToku, izpostavilo nekatere izmed naših slovenskih influencerjev, ki bolj ko ne delajo objave in razne te stvari samo še zaradi preprostega, čistega zaslužka. Da jim je dejansko čisto vseeno, kaj oglašujejo, na kakšen način oglašujejo in tako naprej. Mislim, da je Vaux, ki ga verjetno nekateri izmed vas poznate in ki ga tudi sam zelo veliko spremljam, je povedal, da sta KulFoter in KulMamacita pač enkrat oglaševala neki izdelek. KulMamacita
iz ozadja pove, kako je dober izdelek, kako je dober izdelek. A fora je, da se izdelka sploh še ni odprlo. Sicer ta lapsus je verjetno videlo zelo malo ljudi, a verjamem, da tak lapsus, ki se zgodi in za katerega potem posledično izve vedno več ljudi, se ti lahko zgodijo manj prijetne stvari. Seveda dobiš takoj na teh socialnih omrežjih pogrom, kar pa konec koncev seveda ni slabo, če je ta pogrom upravičen. Jaz vedno pravim, če je ta pogrom upravičen, naj bo, pa če je v mejah normale. Ampak saj, da ne boste mislili, da se zdaj osredotočam samo na njiju dva. Problem je, ker dejansko, mislim, da saj v Sloveniji se zelo veliko podjetij odloča za sponzoriranje videoposnetkov samo na podlagi števila uporabnikov, ne pa dejansko na samem reachu oziroma v samem dosegu določene objave. Kajti saj vsi vemo, lahko imaš ti 20 jurjev, 30, 40, 50 jurjev followerjev na teh raznih platformah, pa imaš dejanskega dosega verjetno 5%, saj obstajajo strani in storitve, kjer si lahko kupiš od lajkov, followerjev do ne vem česa še vse. Ampak seveda, dokler bo sistem tak teh oglaševalcev, da gledajo samo na to, koliko imajo dejansko določeni ljudje followerjev, seveda je temu primerno potem tudi samo oglaševanje primerno. Recimo, kar ene par teh sicer naših influencerjev sem opazil, ko so promovirali določen izdelek, da so ga zelo lepo vpeljali v sam video. Da je bilo tako, zelo lepa zgodba, pa potem vse, kar sledi temu prodajnemu načinu videa. Če je lepo to izpeljano, če je dejansko ta influencer, ki oglašuje ta izdelek, le-tega tudi uporablja in s tem posledično priporoča ta izdelek vsem svojim followerjem, je to čisto okej. Se pa dogajajo stvari, ki niso ravno v zgled influencerjem. Že tako imajo pri nas v Sloveniji influencerji, mislim, da kar tak slab prizvok. Saj ene par jih dejansko živi od tega. Je pa tukaj potrebno poudariti. Ženske imate na področju influencerstva veliko lažjo pot kot moški. To sicer nas zelo malo opozarja, tukaj pač ni enakopravnosti. Sicer ni s tem nič narobe, ampak tukaj si ne smemo zatiskati oči. Ženske na socialnih omrežjih, sploh na področju socialnega marketinga, lažje izkoriščajo svojo lepoto, če temu tako rečem. Lepe postave, lepe obraze in tako naprej se seveda bolje prodaja kot neka čista klasična, povprečna postava, obraz in tako naprej. Seveda imamo vsi subjektivne poglede, kaj za koga kaj pomeni, ampak jaz to govorim tako na splošno, ne. Zato ni čudno, da imajo nekatere vplivnice pri nas, ki so bolj slečene kot oblečene, veliko sledilcev. Seveda pa pač temu primerno zaradi že prej omenjenega razmišljanja oglaševalcev dobivajo sponzorske pogodbe. Tukaj bi bilo zelo, zelo dobro, kolikor bi se vzpostavil res v tej sferi influencerstva neka odgovornost do ljudi, do sledilcev, da bi sami influencerji, če so to že, opozarjali drugega, da pa magari privat seveda, glej, to pa ni bilo glih v redu, daj malo pazi drugič, ne, ker saj veste, eno gnilo jabolko lahko uniči čisto vse, za kar drugi pridno delajo in gradijo. Pa to na vseh področjih v našem življenju, ne zdaj samo na področju socialnega marketinga. Je pa seveda še tudi en aspekt tega marketinga, ki ga nekateri zelo, zelo dobro izkoriščajo. To pa je vedno in konstantno ustvarjanje neke drame oziroma delanje žrtve iz sebe. To jaz namreč zelo, zelo sovražim. Obstajajo ljudje tako na Instagramu, na YouTubu kot tudi na TikToku, ki imajo kar nekaj sledilcev in sedaj, ko so postali veliki, v narekovajih veliki, delajo neko dramo
kakor komu kaj mu kdo reče, je takoj, ne, daj, in tako naprej. To je meni tako, čist mem iskren povedan, bom čisto po domače povedal. Daj, če si prišel gor z določenim namenom na platformo, daj furi vedno to svojo agendo oziroma ta namen. Ne se mi pa spreminjati sredi večanja števila svojih sledilcev samo zato, da boš še več pridobil sledilcev in seveda posledično, da boš nekaj zaslužil od tega. Meni je namreč zelo v redu, ko nekateri vplivneži, ki pridejo na te platforme dejansko iz namena, da širijo svoje poglede, da dajo nekaj nazaj ljudem, jim je, ne bom rekel, da jim je vseeno, a jim ta socialni aspekt toliko oziroma ta socialni marketing tako uspe, da bojo od tega služili. Ne, to jim je samo neki dodaten bombonček, kajti nekatere ljudi, ki spremljam, imajo svoja podjetja in tam delajo svoje stvari. Medtem ko ta socialna omrežja, socialni marketing pa sicer izkoriščajo malo za promocijo svojih podjetij, ampak ne v preveliki meri, oziroma nekateri furajo čisto druge zadeve tukaj na socialnih omrežjih. Tako da če pri nekaterih ne brskaš dovolj dobro na internetu, sploh ne boš vedel, da imajo podjetja, ki delajo nekaj čisto X. In to je čisto v redu. Je pa seveda težko doseči ta neki socialno odgovornost do svojih sledilcev, ko je v igri denar. Kajti vedno, ko se pojavi denar, so prej ali slej težave. Kajti ljudje smo sicer po naravi naravnani k temu, da grabimo. Zdaj pa, kaj imaš dejansko ti od tega v življenju, če samo grabiš in ne daš nič nazaj, oziroma ne grabiš na pravi način, to je pa že druga pesem. Jaz lahko povem za svoj primer. V kolikor bi meni res uspelo, da pridem do neke številke na socialnih omrežjih, ki bi mi omogočala, da lahko od tega živim, bi to storil. Vendar jaz bi vedno ostal tak, ke sem. Preprost, povedal bi vse plati dobre in slabe življenja influencerja in podobno. Vedno, to pa lahko že sedaj javno povem, pa me lahko čez par let ven potegnete ta video. Vedno pa bom ostal zvest sebi in mojim načelom, in to pomeni, da če bo že kdaj prišlo do tega trenutka, ko mi bo nekdo ponudil sodelovanje, bom zelo dobro premislil, če to sodelovanje sledi mojemu razmišljanju, mojemu načinu življenja. In predvsem, če lahko to sodelovanje tudi pripomore mojim sledilcem. Vem, to se vam zdi čudno, a jaz nikoli nisem bil čisto navaden človek. Vedno sem bil nekaj posebnega. To pa je iztočnica za mojo zaključno misel. Bodisi influencer, vplivnež, ali nisi influencer, vedno bodi zvest sebi. Kajti ti si tisti, ki lahko spremeni svet na bolje, če tako želiš. Pa če samo spremeniš življenja enemu sočloveku, pa si že naredil svoje. No, evo, ta video je bil celo majčkeno daljši, kakor sem nekako načrtoval, a menim, da sem povedal bistvo. Če imaš kakšen komentar na moje razmišljanje, daj napiši spodaj, sledi mi na vseh socialnih omrežjih in vidimo se v naslednjem videu.